Čeprav se je za danes napovedovala burna skupščina družbe Telekom Slovenije ali celo njen preklic, se je ta naposled odvila razmeroma mirno. Sama skupščina je bila sicer prestavljena za 1 uro, saj ni bil dosežen kvorum prisotnosti 50% kapitala, predvsem spričo dejstva, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev odzela glasovalne pravice nekaterim največjim delničarjem s preko 73% kapitala, med njimi Republiki Sloveniji, Kapitalski družbi in Slovenski odškodninski družbi. Po uvodnih pojasnilih predsedujočega skupščini Stojana Zdolška o zahtevah soda za preklic skupščine oziroma umiku zahteve za sklic skupščine strani njegove predhodnice Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, je predsedujoči dal na glasovanje sklep, da se skupščina prekliče. Proti sklepu za preklic skupščine je glasovalo 436.400 delnic oziroma 100% oddanih glasov po sicer prisotnih 723.753 delnic z glasovalno pravico. V nadaljevanju je bil sprejet predlagani sklep o izplačilu vmesne dividende ter nasprotni predlog o imenovanju 6 članov novega nadzornega sveta. Nasprotni predlog je bil podan s strani Modre zavarovalnice in Društva Mali delničarji Slovenije, s katerim sta bila, glede na prvotni predlog sklepa, v nadzorni svet namesto Mateja Kovača in Matjaža Savodnika imenovana Bernarda Babič iz družbe Perspektiva in Borut Jamnik iz družbe Modra zavarovalnica.